Naslov predavanja tako, kako evangelij opisuje Jezusa oziroma kako Jezus uči in kliče v to novo življenje, v to znanje Božje kraljestvo. Se mi zdi to na nek način neko temeljno vprašanje, zato pravzaprav niti se nisem kaj posebej pripravljal za predavanje samo za ta večer, ampak bom vam odprl pač neko misel, neko besedo, nek del, o katerem pravzaprav razmišljamo že dolgo časa. Če v začetka omenim tole našo biblično šolo, ki se je na nek način razvila iz nekega bibličnega gibanja ali pa iz bibličnih duhovnih vaj, kot nek spontan razvoj ali pa spontana usmeritev, smer, pot, ko človek pride do spoznanja, da pravzaprav Božje besede sam niti ne more brati, niti je ne more razumeti in je ne more tudi ne živeti. Ker je Božja beseda nekaj, kar prihaja iz občestva, prihaja iz osebe in ustvarja občestvo, živi v občestvu, se razvija v občestvu, zato pravzaprav Božje besede ni mogoče spoznati nekje izolirano in samo. Bi brali potem kvečemu zgodovinsko knjigo ali pa knjigo nekih zapovedi in tako dalje, ne bi pa brali Svetega pisma, ki je pismo, ki je nagovor, ki je osebni nagovor osebe osebi. Tako, in zdaj dovolite, da pač bom jaz pa tako naredil, ker smo tako domači, da sem lahko malo vstran. Roka bo sicer to malo zmotilo, zdaj bo mogel kader spreminjati, ampak on je mojster. Da gledam, ker nimam to napisano, kar je tu gor, da bom videl, kaj vidite vi. Hotel sem namreč tako naredite najprej eno malo umestitev v ta duhovni trenutek, v katerega živimo. Prvi duhovni trenutek je gotovo ta svetopisemski maraton, ki ima letos tole geslo, vzeto iz Markovega evangelija. Naj vas ne moti, če kje druge zapisano Matej, ker ta dva sta si brata, pa ne zavidata drug drugemu, kdo je prvi, kdo je drugi. Za nas, za zgodovinsko okolje je morda še močnejše, če vzamemo ta kontekst, to prvi zapis tega poziva, ki je pri Marku. Pa želim povedati samo nekaj osnovnega iz tega gesla, da je pravzaprav res to geslo, ki pokaže pravzaprav tisti najpravilnejši pristop k Božji besedi, k Svetemu pismu. Čuti, se pravi biti pozoren, slišati, biti čuječ, biti tukaj, enostavno biti tukaj, z ene strani in z druge strani moliti, kar pomeni ne molčati, ne biti sam, ne biti izoliran, biti v odnosu, moliti k nekomu. Molitev seveda ne kot forma, ampak molitev kot dihanje srca, dihanje duše. Čuti in moliti, pravzaprav je to največ, kar lahko človek naredi v vsaki situaciji svojega življenja. In je tisto bistveno, kar mora narediti. Vse ostalo bo naredil Gospod. Se pravi z molitvijo, da postavljamo odnos z te čuječnostjo, pa da se mi postavljamo tja, da se mi zavedamo, kje smo, da smo mi tam. To se mi zdi ta prvi moment, ki je zelo važen. Seveda, če bi ob tem bili pozorni še na kontekst, v katerem je ta izrek zapisan, postavljen, prepoznate. Vidim, da ste večina tako in tako iz biblične šole ali pa iz vsej sorodniki biblične šole, tako da veste, da je v 14. poglavju se začne pasijon in da imamo tam Jezusa, ki čuje kdaj. Čuje takrat, ko pravzaprav je prišel na neki konec, ko so vse množice pravzaprav odšle. Ni več bilo ne množic, ni bilo več ne navdušenja, ni bilo niti ne več učencev, bil je sam v Gecemanskem vrtu. In tam se bori za zvestobo.
za zvestobo očetu, za zvestobo poslanstvu, poklicu, tako v resnici se bori, ne narejeno, ne z neko krinko, kaj jaz vem, dobro, zdaj tukaj trpi moja človeška narava, moja božja narava je pa pri Bogu. On tam kot človek trpi in kot človek potrebuje sredstva, bližine, to se pravi, potrebuje učence, bi potreboval to skupnost, pa je ni. Se vsi razbežijo in takrat njemu pravzaprav prvič tako javno, lahko bi rekli drugič, če izvzamemo, da je tudi učence že učil, kako naj molijo, izreče to besedo, osebno besedo kot očetu: Oče, vse ti je mogoče, ne gre ta kelih mimo mene, vendar ne moja, tvoja volja naj se zgodi. To je tik pred tem. On iz tega pogovora k očetu in hkrati pa tudi v tej samoti pride do učencev in vidi, da spijo, se pravi, da jim je zmanjkalo tisto najpomembnejše, najpotrebnejše, kar je potrebno za učence, to pa, da so tam. Ne? Oni so bili utrujeni od svojega aktivizma, da bi nekaj naredili in so takrat, ko je bilo najpomembnejše, zaspali. Ne? Zdaj je šel ravno pater ven, to je tipično recimo za nas, ne zdaj, da je šel ven, ampak za nas duhovnike. Jaz zdaj, ki me ni predstavlja, jaz boste počasi izvedli, da sem jaz tu duhovnik. Namreč, da se mučimo za praznike, za pripravo praznikov, delamo to in ono in potem, ko pride praznik, smo ali živčni ali pa zaspimo. Ne? In to je škoda. In upam, da se to ne naredi pri mamah doma, ko morajo tudi hiše in vse to čistiti pred prazniki, da bi potem, ko pride tisto največ, ko bi lahko bili z njim, pa zaspijo. Tako da to je to, kar je treba narediti, je to. Nič, vse ostalo bo naredil Gospod. Dobro. Druga beseda, ki nam da okvir tega tule srečanja našega, pa je ta današnja Božja beseda. Kot veste, lahko si zapišete vsak dan Božjo besedo tistega dne, besedo, in boste videli v tisti besedi tistega dne boste našli odgovor za tisti dan. In nič drugače. Tako da nisi treba tisto iskanje, odpiranje, pa tako mal potem po razpoloženju brati Božje besede. Danes sem vesel, bom en psalm prebral, potem zdaj mi to manjka, zdaj bi prosil Boga za to, za zdravje tega, onega, bom Joba bral, ne? To tudi lahko tako, ne? Ampak v bistvu pa nas Bog sam vabi tudi k zaupanju, k pokorščini, k tej pravilni drži do Božje besede, ki mora biti vedno drža ponižnosti, ne drža obvladovanja. Nisem jaz tisti, ki sem zdaj razporejam to, kako bo Bog mi govoril. Bog mi govori, mi je dan. Ja, mi je dana beseda. Zdaj, apropo, zdaj, če bi pač, ker so to spet toliko mojih domačih noter, bom tudi to rekel, da je seveda smiselno Božjo besedo in tudi takšno govorenje o Božji besedi vedno poslušati z svinčnikom in papirjem, ja, in si zapisati. Pa ne mojo modrost tukaj, ampak v bistvu zato, ker beseda hoče vedno se uresničiti. Če boste zdaj to poslušali, samo to, kar jaz govorim, je to za vašo pamet. Če boste zapisali, če boste tukaj zapisovali, boste že prvič to besedo uresničevali, ker jo boste sfrizirali tako, da bo zapisana na nek način, ker bo preko kulja, svinčnika in to prek vašega napora šla na papir. Potem boste jo drugič doma, ker boste preverjali, koliko sem rekel neumnosti, koliko drži, koliko ne drži, boste šli skozi, se je drugič beseda uresničevala v vašem življenju, ne zdaj tukaj, to ni problem, ne? In tretjič potem, ko boste poskušali kakšno stvar iz tistega izpeljati. Če pa ne boste poskušali, je pa izgubljen čas, da tu sedite. Tako da, ker beseda se hoče vedno utelesiti. To je narava Božje besede.
ni to beseda, da je tako, ni beseda modrosti, bi rekel Pavel, da za čehlanje ušes, pa da bi prepričala pametni tega sveta. Nobenega pametnega ne bo prepričala, nobenih science dokazov tukaj ne bo, ampak bo pa primaknila srce, bo ukrepila srce, da bo storilo to, kar more storiti. Zato se mi zdi, da so te punkti zelo pomembni. No in današnja beseda govori, kot že ves teden zdaj, lahko rečemo tudi že ves mesec, imamo Marka, se pravi, govori pravzaprav čisto bazične, temeljne stvari, ki so pomembne za graditev odnosa, za graditev tega občestva z Bogom in danes je to, lahko bi rekli, tretji poklic učencev, ki je že poklic 12, ki jih pokliče in potem razpošlje 12. Poklical jih je 12, poklical jih je 12 in jih potem začel pošiljati po 2 in 2 in jim dal oblast. Oblast izganjati hude duhove. Glede, so spet, lahko rečemo, 3 stvari, ki grejo vedno skupaj. Poklic, in o tem bom dejansko tudi danes govoril, ampak že v bistvu me ta beseda današnja prehiteva. Eno je poklic, eno je klic, bom rekel tako, za slovenščini lažje tako razumemo. Eno je klic, ki te pribudi, ki te vidi. Drugo se mora zgoditi poklic, kar pomeni, te ne samo pribudi, ti ni samo odpre tukaj pamet, da boš tu ti nekaj zdaj spoznal, vedel in to je res sekundarno. Ampak poklic pa pomeni, da te nekaj pobaše, da te nekaj sprejme, da te nekaj da v občestvo, da ti nekaj da v odnos. 12 jih je poklical. In potem poklicu sledi, ko si enkrat v občestvu, pa sledi poslanstvo. Mi ne sprejemamo besede in ne slišimo besede, zato spet ponovim se, za čehlanje naših ušes ali pa za našo neko osebno, ne vem kaj, bolj ko bomo to zase osebno gradili in shranjevali, bolj bomo postajali prazni. Beseda nas vedno pošilja k, storiti je treba, ne? In jih je poslal. Poslal jih je pa po 2 in 2, zato ker po eden bi se izgubila v tem svetu. Brez občestva se izgubi človek v tem svetu. Niti menih ne more sam zdržati, niti puščavnik ne more sam zdržati. Ne more oznanjati evangelij. Ne more, sej je beseda samo en del oznanjevanja besede. Tako, in ena prva moč, prva funkcija, prva lastnost te besede pa je, da ima moč nad sovražniki, nad sovražnimi silami, nad Bogu sovražnimi silami, nad hudimi duhovi. Zato se ne igrajte z besedo. Če mislite resno, potem bodo cvilili hudi duhovi okrog vas. Vedno. V takem ali drugačnem smislu vas bodo napadali, ampak vi boste imeli moč. Prijemati strup, prijemati kače in tako dalje, vendar se bo dogajalo. In tam se potem marsikdo ustraši in zbeži. Če ne, najprej tudi s samonojoznostjo, se pravi dolgočasnostjo. Ne? Tako da, to tako za uvod. Če bo se to predstavljalo. Ok. No, zdaj, vedno je tole naše razmišljanje, dejansko moram vedno postaviti v kontekst, aktualni kontekst tudi Frančiška. Glejte, karkoli odprete pri papežu, se pravi, to je duh današnje cerkve, bo se vrtelo okrog Božje besede. On nima kaj drugega povedati, kakor pa da razlaga Božjo besedo. In če spremljate njegove govore, če boste videli, da pač razmišlja, in zato mu tudi kdo kdaj učita, da razmišlja preveč na glas, ampak on razmišlja ob Božji besedi. To je recimo iz njegove najlepše, verjetno najbolj dragocene konstitucije Evangelium Gaudii, Evangelij veselja, kjer pravi o tem, da mora biti redno branje Svetega pisma resnični vir vsake osebne in take prenove. Ni druge prenove, kot je Božja beseda. Potem
te njegove metafore, ki jih suče kar naprej, jih zna vsak, bi jih znal našteti en kup, ne? Ampak recimo tako oktober 16. leta je rekel prvi, zdaj to je nekajkrat že ponovil, ne? Da beseda je zato, da jo hodimo, Sveto pismo je zato, da jo hodimo. To zdaj lahko spet jaz kar navedem sem, ne? Zdaj, če imate preveč čisto Sveto pismo, preveč čiste gvaderne oziroma tele zvezke, pa to je nek problem, ne? Se pravi, Sveto pismo mora biti zdelano, mora biti prepisano, mora biti zvezek, mora biti počečkan, mečkeno roke užuljene od svinčnega, lahko tudi mečkeno pogrižene, ne? To pomeni, da ni samo za proučevanje, ampak da ga hodimo. Navdušila me je pa tale zadnja beseda, da boste videli, to je bilo pa eden najmočnejših govorov na njegovem zadnjem zdaj potovanju v Latinsko Ameriko. V Čilah in v Santiagu je spregovoril duhovnikom in posvečenim tako in drugače vsem vrstam. No in je začel tako, ker je vedel zdaj, da se bodo spet ustrašili, ne? In bodo spet marsikaj, njegova interpretacija bo spet znemirjala. In je kar pravi, veste kaj, meni je všeč stil evangelija, zato ker je provokativen, ker ne krasi, niti ne osladi dogodkov, še manj jih naslika lepe, predstavlja nam življenje kot je in ne kakor bi moralo biti. Evangelij se ne boji predstaviti nam težkih trenutkov, celo konfliktnih, skozi katere so morali iti učenci v novo življenje. To je pravzaprav zelo lepo, zelo močno povzeta, bi rekel, biblična oziroma evangeljska narativnost, narativika, evangeljski pristop, še posebej, če hočete, pristop, ki ga slika Marko evangelij, prvi evangelist, ki hoče predvsem res prebuditi vprašanje, prebuditi zanimanje, postaviti nas takoj k resnici. Ne zdaj slepomišiti, ne lepotiti, ne tam ne vem kaj, tako, ampak ti hoče najprej razsuti tisti, če si se preveč že zavlekel v neke angelske podobe in pobožnosti, bo se najprej postavil proti temu, ne? Da ti bo rekel, kaj ti resnično iščeš, kaj ti sploh hočeš. In bo rekel, ne me zlorabljati. Božjo besedo zelo, zelo pogosto zlorabljamo. In se mi zdi, recimo, da je zelo močno tukaj, če govorimo o tem, kako Jezus opisuje ali pa kako Jezus uči svoje učence o tistem najpomembnejšem, to pa je o Božjem kraljestvu. Da mu je zelo pomembno, da najprej ljudje sploh vedo, kaj želijo. In zato lahko v Marku zelo hitro po vsakem evangeliju najdemo ključno vprašanje, najpomembnejše vprašanje. In zdi se mi, da je pravzaprav to vprašanje, da moramo to vprašanje vzeti res zelo resno. Vsi, ki ste tukaj, vsi, jaz bi tudi rekel tisti, ki so nedeljo k maši prišli, upam, da prihaja vsak z tem vprašanjem. Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? To nas mora zanimati. In pravzaprav vsak dan začenjamo s tem. Če ne, je zavržen dan, gre dan mimo. Ker je večno življenje kakorkoli že, zdaj, če imamo kakšnega, bi rekel, začetnika, ki se še boji imena Bog ali pa Božjih stvari, potem lahko rečem, potem si lahko razlaga pač, kaj naj storim, da bo dan uspešen, da bo dan poln, izpolnjen, karkoli. Ampak v nekem bistvu človeka dejansko je to, da želim, da pusti ta dan v meni, v moji biti, v mojem življenju nek pečat. Kaj torej naj storim, da bom deležen večnega življenja? In to se mi zdi, da je to vprašanje, ki ga lahko damo, recimo, kaj svem, na vse odlomke, predvsem odlomkih, recimo pri vseh odlomkih, ki jih beremo. Cerkveni očetje, kot veste, pa vsak zdaj razlagalec že, mu je že tudi to jasno, da
da je tisto ključno vprašanje, ki ga v Svetem pismu iščem, seveda ne to zdaj, kaj to in to pomeni. Kaj zdaj to in to pomeni? To je za naše študente, morda na teološki fakulteti sem tudi, je za naše študente tako izhodiščno vprašanje, začetno vprašanje, kaj zdaj to pomeni. No, moram včasih biti vesel, da jih sploh to zanima, ne? Kaj zdaj to pomeni. Ampak tudi, če to zvemo, kaj to pomeni, smo potem malo veseli, malo to vemo, malo vemo, kaj pomeni smokva, kaj pomeni voda, kaj pomeni to. To so potem tudi najlažje vprašanje za izpit, ne? To super, 5 pomenov, tak pomen, on pomen. Potem je bilo včasih vprašanje, zdaj že ni več to vprašanje, tudi neč tako aktualno vprašanje zgodovinskosti. Ali se je to res zgodilo, kako se je to zgodilo, kdo pa je zapisal tiste stvari, ki so se zgodile recimo v puščavi, po Jezusovi skušnjavi in tako dalje in tako dalje. Ne bi rad minimaliziral ali pa banaliziral stvari, morda tudi tukaj, koga to zanima še, ne? Samo ne mi teh vprašanj zastavljati, ker to res niso tako pomembne vprašanja in izgubljamo čas, ne? Lahko si jih pa razrešujete, lahko je pa to dobro, lahko pa, imamo danes toliko knjig, dajte malo raziskovati, tipkajte v Google, dajte to in tega je veliko. S tem se ukvarja na tisoče doktorjev Svetega pisma po svetu, tako da v teh znanstvenih razprav o tem, kaj kakšna stvar pomeni, boste našli veliko. Mi prihaja ta beseda namreč tega velikega razlagalca, ena prvih razlagalcev Svetega pisma, Janeza Zlatoustega, ki je rekel, ne vprašaj se, kaj to pomeni, ampak kdo ti govori. In on pravi seveda še naprej, se pravi, kdo ti govori, kdo je ta, ki govori, pol boš pa tudi prišel do vprašanja, kdo sem jaz, ki to posluša. In v vsakem vprašanju je, v vsakem odlomku je pravzaprav to ključno vprašanje. Kdo je to odzadaj? Kaj je pomen tega? Pomen tega zame. Kje mene ta beseda se dotika? In zato je to spet naslednja recimo nevarnost za takšne, zdaj predvidevam, vi, ki ste se zmučili pa potrudili v tem deževnem vremenu, predvsem, da ste tudi že da ste si domači z Svetim pismom in Božjo besedo, bi pa vedno pa še je ta skušnjava, to sem zdaj slišal, zdaj rad bi slišal kaj novega, te knjige še nismo obdelali, dajmo še to knjigo, zdaj ta Marka, tega smo že vedno obdelovali, vedno je Marko, ja, Pavel tudi vedno, karkoli, je ta druga stvar, koliko je na mesto ta novost, kaj je pravzaprav novost? Novost Božje besede, kaj je novo? Sami veste, da je to zelo relativni pojem. Ni novo tisto, kar prvič vidim, ja, ampak novo je, kar se mi odpre res kot novo. Včasih hodite mimo neke hiše, mimo nekega človeka leta in enkrat boste nekaj tam odkrili. Sveto pismo jasno, da lahko beremo vedno znova, enkrat bom odkril nekaj, kar me bo premaknilo. In še tisto je resnično novo. Tisto je beseda, ki me je danes čakala tam, pa magari na besedi, ki sem jo 1000-krat že slišal in prebral. Zato varujemo se ti skušnjav iz hlepenja po tej novosti in potem, to živim in potem kar plavamo v svojemu svetu. Ni res. Besedo najprej sprejet kot besedo, to pomeni kot kerigmo. Ko bi rekel apostol Pavel Tesaloničanom, prvo pismo, najzgodnejše pismo, najosnovnejše stvari tam razjasnjuje in takoj na začetku prav reče to, besedo, ki sem vam jo povedal, ni moja, ni človeška, ampak Božja. Zakaj? Zato, ker tudi deluje v tem, za kar je poslana. Tako da, dokler vas ta beseda ni premaknila, karkoli, sploh ni nova, jo boste poslušali 1000-krat. In je Krizostom potem tudi to rekel, pravi, tako dolgo, dokler vas firbec preganja pri odkrivanju novosti Svetega pisma, je ta knjiga za vas pač knjiga knjig magari, ni pa to knjiga duha oziroma knjiga življenja. Tako. In
Zdaj se moram malo odgovora, to nisem mislil, da bom odgovor, glede na to odgovor dajal. Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Tukaj celo Jezus nekaj reče, počasi sploh, po navadi sploh ne reče nič dosti o tem, ne. In zdaj je pa spet pomembno, da bi si besede zapisali oziroma podčrtali v 21. vrstici. Reče, da mu da tak odgovor. Začne ta odgovor z vprašanjem, eno ti manjka. Eno ti manjka. To je zelo pomembna ugotovitev, da ti eno manjka. Ne bodite preveč pametni in reči, to mi še manjka. Manjka nam ogromno. V bistvu manjka vse. Tisto eno ti manjka, manjka ti vse. Če to ne verjameš, potem sam reči, če si upaš, Gospodu, nič mi ne manjka. Boš videl, pipco lahko jutri zapre in ne boš videl nič več, bo samo še navaden prah. Ne? Nam manjka vse, mi vse dobivamo od. Samo da ta domišljavost človeka je pač na tako potenco, da nekateri opazijo, da jim to manjka, da jim toliko manjka, nekateri opazijo, da jim začnejo opazovati, da jim kaj manjka že šele takrat, ko si polomijo nogo, roko, glavo, drugi takrat, ko jim vsi otroci odbežijo iz hiše, eni pa šele takrat ob zadnjem vzdihu, ko izdihne svojega duha in vidi, da jim res manjka. Oni nimamo nič v sebi po sebi, ampak je nam je vse dano. Se pravi, ampak ta zavest, ta drža, manjka mi, je prvi pogoj, da jaz lahko sploh se odprem besedi. Ker kaj mi bo dala beseda, če že vse imam? Potem je pa zanimivo, ko ugotovim to, da mu potem tisto eno manjka, potem pa reče, pojdi, prodaj, daj, pridi pa hodi. Potem pa samo še poglobi bi rekel, to osvobajanje. Daj, pojdi, stori, prodaj, daj naprej, pridi spet in hodi, pridi nazaj, osvobojen in hodi za menoj. Glede, ne moramo se dolgo pri tem vzdrževati, to boste lahko sami doma videli, kaj pomeni ti posamezni glagoli, dejanje za vas, 5 jih je, kar je tudi zelo pomembno, ampak zadnji je, hodi za menoj. Kar pomeni, ne zdaj zapri se v svojo pamet, v svojo hišo, v svojo to modrost in to, ampak v občestvu za menoj hodi. Se pravi, ne pošiljate sam, nisi sam. Tako da to je pravzaprav ena osnovna značilnost, kar bomo zdaj šli na začetek spet tega, kako Jezus vzgaja za to nebeško kraljestvo, kako kliče za nebeško kraljestvo. Se spomnite, da je prva beseda, kjer se pojavi nebeško kraljestvo, kjer se sploh Jezus oglasi. Prva beseda v evangeliju je, čas se je dopolnil, Božje kraljestvo se je približalo, spreobrnite se in verujte. Pravi Marko, zapiše, ko je bil Janez izročen, je začel Jezus v Galileji oznanjati. Tako, prvo. In pravi, čas se je dopolnil. Kar bi lahko rekli, Kairos, tukaj, zdaj, to, kar smo prej rekli, da je zdaj to. Nimamo si kaj izbirati, potem, ko bom se to naučil, ko bo lepo vreme, poleti, ko bom imel čas in tako dalje. Beseda se lahko zgodi samo v času konkretnem, ki ga zdaj živim, ne v prihodnem in ne v preteklem. Čas se je dopolnil, izpolnitev časa, izpolnitev časa prihaja od drugot, se pravi od Boga. On je polnost časa, ne moje delo, ne moja pamet. In Božje kraljestvo, tukaj pa je potrebno malo, zdaj ne bi vas hotel spraševati, čeprav me srbi jezika, ampak bo prišel kmalu odgovor na krožniku, bo prinesel Marko odgovor, kaj je to Božje kraljestvo. Vam mora biti zdaj že seveda jasno, če Jezus reče, da se je Božje kraljestvo približalo, da je Božje kraljestvo vstopilo, da je Božje kraljestvo tukaj, potem mora biti jasno, kaj je tisto Božje kraljestvo. Se pravi,
to Božje kraljestvo. Druga stvar, takoj drugi del stavka, žal imamo tukaj v eno samo vrstico, je pa zelo, zelo pomemben stavek, ki je prilepljen k temu prvemu stavku. Se pravi, če hočem, da to Božje kraljestvo, da izpolnim to, da vstopim v ta izpolnjeni čas, da sprejmem to Božje kraljestvo, sta potrebni pač dve stvari. Tukaj, ne. Je potrebna ta spreobrnenje in je potrebna vera. Potrebno je spreobrnenje in je potrebna vera. Tu sta ti besedi zelo znani, vam zelo znani, metanoja, virovati pa pistis, dobro, ni tako pomembno, ampak tukaj sta dva imperativa. Spreobrnite se in verujte. Spreobrnite se in verujte. Bi se res zdaj čist na kratko, ker vem, da veste, kaj to pomeni, ker potem pa sledijo potem neke naslednje 4 točke, ne? Ampak da se čist za trenutek tukaj si razčistimo to besedo metanoja. Spreobrniti se. Priznam, da se velikokrat okrog tega vrtimo, ne? Ampak dobro je ta osnovna jasnost. Leta, prvo, ko slišimo besedo v normalnih pogovorih, tudi pri maši, tudi tako, tudi v molitvi, ne? Je prva reakcija ali pa prvi pomen, ki ga v glavi imam, mu lahko tukaj rečemo tako, bi rekel, mačkeno antropološko strokovno, bomo rečemo, da je to poziv k spreobrnenju v moralnem pomenu besede. To nas prvo zadane. Nekdo ne kliče, da se moram spreobrniti. Ja. In ne rečem, da ta vidik tukaj ni izključen. Spreobrnite se. Ne. Samo pogledajte, tukaj je res ena nevarnost, posebej zdaj za vas, jaz bom pač takoj vas imam za pač dnevne kristjane, redne kristjane, dnevne, včasih smo rekli nedeljnike, ne? Zdaj ne vem, če se še to reče, kakorkoli že, v glavnem za kristjane, ki prakticirate vero, ki živite vero, ne? Je to vprašanje seveda spreobrniti se, pa ko ga vsakič pred mašo tudi slišimo, ne? Priznajmo svoje grehe in se spreobrnimo, ne? In se kesamo. Ne? Ja. Je tako, v tem me to malo zadane. Seveda lahko si rečem, kaj se reče, če dan sem to pa to naredil, bom se spreobrnil. To in to ni bilo prav, to in to, tam in tam, ne, te in te grehe se kesam. Tako. In to se bo dogajalo. In morda bo se kdaj celo lahko mačken živčni že, ne? Kaj zdaj? Kako to? Kar vsak dan znova, ali kako? Kar vsak dan znova. Spreobrnenje. In potem boste res na koncu ugotovili, pač tukaj smo se malo že naveličali tega, ne? In še posebej ne začnete pred kakimi mladimi ljudmi, spreobrnite se in verujte. Zato, ker zdaj kaj, od česa, zakaj bi se pa jaz spreobračal? Moram imeti nek motiv za to. Razumete? Motiv. Mi pa spregledamo tudi, ne, da sta tukaj vezana glagola. Spreobrnite se in verujte. In da je to še ena zanimiva grška konstrukcija noter, ki nam pove, da moramo verovati na tak način, kakor smo se naučili v evangeliju. Mi pa evangelije ne poznamo. In kam naj verujemo? V kaj? V to, da je evangelij nezmotljiv. To moram rabim dokaz, da mi bo to povedal. V kaj potem naj verujem? 10 zapovedi, pa če me pa ne pritegnejo, recimo. Razumete? To spreobrnenje v moralnem pomenu besede je rizično. Je prav, da se izboljšamo in to se moramo boljševati, ne? Ampak moramo imeti za to tudi nek motiv. In moram tudi vedeti, kaj lahko jaz naredim in kaj bo pa nekdo drug mogel narediti. In človek je v veliki nevarnosti, da strašno naloži ta bremena in željo po spreobrnenju na sebe, na svoje rame. Okay. Torej, gotovo tukaj je ta moralni pomen, poziv k spreobrnenju preozek.
prvi Bog, je dobrodošel, je pravilen, pravilen, je na mestu. Je pa velika nevarnost, da pade moraliziranje in potem sem človeška etika, potem na koncu nisem nič kaj drugačen, kot pa tisti, ki je zunaj, še slabši sem lahko. Potem, ko smo začeli malo tako tole besedo bolj razumeti, smo videli, da je v tej grški besedi metanoja, metanoja, da sta tukaj dve besedi, da je meta nus noter, nus pa pomeni mišljenje, pa pomeni razum, pa pomeni mentaliteta. In če tisti meta od spredaja, potem pomeni tudi, da je treba spreminjati mišljenje, da je potrebno spremeniti mentaliteto, da je potrebno misliti preko. Spremeniti mišljenje. In vem, priznam, da me je dolgo časa ta stvar zelo, bi rekel, prepričala in da sem se mi konfeso tukaj ustavil. Poziv k spremembi mišljenja. Prej sem še pozabil k tem moralnem pomenu besede, k tem prvemu pozivu k spreobrnenju, imamo čisto hebrejsko podlago za to. V hebrejščini ta glagol pomeni šup in pomeni obrni se okrog. Začni znova delati, ne hodi na novo, začni hoditi. In je bilo to da je postavo izpolnjevati tako in natančno. Tukaj v tem pomenu besede, v tem metanoičnem pomenu besede pomeni to spreminjati mišljenje, misliti drugače, misliti preko. Ampak veste, na koncu lahko tu, zdaj boste pa dobili recimo seveda smo pred si predstavljajte, si rečete po resnici, pri vsakih duhovnih vajah, ki jih vi redno upravljate, verjetno vsako leto ali pa vsake 2 leti ali pa 3 leta, kakorkoli že, ali pa tudi pri vsaki pripravi na spoved, boste tudi tako rekli, zdaj moram spremeniti to svoje mišljenje, gotovo. Spremeniti mišljenje. Drugače misliti, boljše misliti in je prav. Vendar, če ste že stari, če ste že tam, mentalitete boste zelo težko spremenjali. Mentaliteta se težko spremenja. Ne smemo si delati utvar. Sej zato pa smo tam, kjer smo, ker se tako težko našo mišljenje, naša misel spremenja. In potem vidimo, da se nič ne spremeni in potem tudi obupujemo nad stvarjo. Tej drugi točki spreobrnenja in poziva k spreobrnenju lahko rečemo to duševno miselno. Duševno miselno spreobračanje. Jasno, mi smo racionalna bitja, zato nam zelo veliko pomeni to, da poskušamo misliti o nečem drugače. Vendar, kaj je tukaj nevarnost? In priznam, da mi je eno luč tukaj na tej poti dalo eno vprašanje, ki si ga je zastavil en stari duhovni oče, stari, pa ni tako stari, pravzaprav ni tako stari. To je Romano Guardini, v bistvu je še bil do nekaj časa enkrat aktualna. In on je rekel, a se je Marija kaj spreobrnila, kdaj spreobrnila? A je za Marijo tudi veljalo to, spreobrni se in veruj evangelij. Marija. In potem je rekel, to pravim, gotovo. Marijina vera ob oznanjenju v Nazaretu je verjetno bila drugačna kot Marijina vera na Golgoti. Ni bila ista Marija. Marija je mogla narediti eno pot, ki se je reče spreobrnenje, ki je metanoja. Je morala narediti neko pot od in do in k. In ta pot je dejansko pot, če hočete, rasti, pot poglabljanja, pot zorenja.
pot, ki je tista resničnost, ki jo je vsak dan gledala, jo je gledala na en drugačen način. Zato lahko tretjemu vidiku tega spreobrnenja, te metane, dejansko rečemo, da gre za duhovni pomen, v smislu duha, tudi pisano z veliko. Ker pomeni videti v luči duha dogodke, stvari in jih videti drugače. In zato jih videti vedno globje in jih videti vedno več. In brati v luči duha, ne v moji, v Božji luči, stvari, ki se dogajajo, pomeni spreobračati se. In ta proces se pa ne bo končal. In k temu procesu so pa lahko pozvani še takšni farizeji, pa poznavalci svetega pisma, recimo pismouki, ali svetniki, kdorkoli, ali sveti oče, ali Frančišek, ali kdo, duhovniki, že kdaj, oni že na prvo, da se dejansko lahko resno vprašam pred vsakim dejanjem, sem pripravljen spreobrniti se v luči duha, ne v luči svoje pameti, videti stvari, ki so pred menoj. Dobro, torej, kot vidite, prvo dejanje tega vstopanja v duha skrivnosti Božjega kraljestva je dejansko klic. No in ko Marko to zaupije, spreobrnite se in verujte, potem se začne pa proces. Se pravi, čisto običajen vsakdanji proces. In kaj se zgodi? Je enostavno, se pravi, ta klic k preseganju, k spreobračanju, k poglabljanju. To je v 14. vrstici in 15. vrstici. V 16. vrstici se pa zgodi poklic. Takoj temu pa sledi v Markovi evangeliju, Jezus je hodil ob Galilejskem morju, zagledal je 2 učenca in ju je poklical. Ni več bil samo klic k nečemu novemu, k temu, ampak ju je poklical k sebi. Se pravi, da je poklical v občestvu. In če potem tako sledimo evangeliju, Markovi evangeliju, tako rahlo naprej, boste videli, da pravzaprav se ta tema postopoma razvija, ampak samo ta tema, da je človek klican iz te svoje osamljenosti, iz tega samo nekega iskanja spreobrnenja k, bi rekel, spreobrnenje za, spreobrnenje v, k nekomu, v nekaj. Razumete? Spreobrniti se ti, če se boš spreobračal tako naokrog, okrog samega sebe, to je tudi možno. To rečemo tisti, ki se vrtijo okoli samega sebe, kot vrtavka, potem lahko postaneš šizofren, lahko postaneš narcis, lahko postaneš farizej. Koliko je farizejstva pri nas? Normalno, zato ker hvala ti, Gospoda, nisem tak kot oni, glej, k maši hodim, to delam, molim, kaj pa tisti, ki niso poročeni, nimajo to, nimajo ono, svet bo propadel zaradi teh propadnic in tako dalje. In gledaj, komu si se ti spreobrnil? Ne k nekomu, ampak k samemu sebi. Ti občuduješ samega sebe. Boga pa rabi za to, zakaj? Da ti zagotovi tvoj mir, tvojo zdravje, tvojo lep občutek in tako dalje. Ne nazadnje, večno življenje. Za vsak slučaj reče, se škoditi ne morajo, ko prijemo žegnavati domove ali pa hiše ali pa hrano ali pa ne vem kaj, se škodi, ne, prite župnik. Ja, se škoditi to ne more. No, se škoditi ne more. Ja, lahko pa, ne vejo pa, da to lahko škodi, ker ti si tam, ja, no, ni mi treba se nič zmišljavati tule, zato ker veste, ko je on jih poklical, se je pa začelo zares. Zdaj, vem, da poznate začetek evangelija na pamet, ne? Ko jih pokliče, da gresta za njim, kaj se zgodi naslednji stvar? Seveda on jih je mogel iti v njihov kraj, ne, pridi zdaj sem ta Peter pa Janez pa Jakob, ti 4 so Jezusa peljali sebi domov, normalno, k sebi domov. Tam celo reče v Janezovi evangeliju, kje stanuješ? Prita pa poglejta, jim reče, a ne? In sta šla k njem domov. Samo da Janez tako konča v tem, bi rekel, takem zelo duhovnem pomenu besede, takšnem, ko bi nam pasalo tule, da jih pelje na duhovne vaje, ostala sta tisti dan pri njem, bilo je okrog 10. ure.
sta darila kontemplacijo, kot veste, pri Ignaciju 1. vaja, 2. vaja, 3. vaja, 4. vaja, ki je ponovitev 3., 2. in 1. Ne. Torej, sta celi dan lepo meditirala ta klic, pridi in ostani tukaj z menoj. Smo tukaj. Marko ni Janez kontemplativca. Ne. Zato se takoj začne katastrofa. Ko pokliče in reče, pridi z mano, pridi ti z nami zdaj v naš Kafarnaum, kaj se zgodi? Jezus normalno gre v hišo, kjer so se oni hranili. Ja? Kjer so se hranili. Hranili so se pa pri 2 mizah. Pri mizah besede, pa pri mizi kruha, še tistega zemeljskega. Ne? In zato prvo, kar se zgodi, gre do vzhodnico. In ko pride v vzhodnico, so seveda mu vsi ploskali. Vsi so bili navdušeni in piše, ne, da so se čudili temu in občudovali v tem, kar je učil, čeprav sploh niso vedeli, kaj je učil. Ne. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast in nekako pismulki. Niti ene besede o tem, kaj mi je povedal. Ne. To je tudi pri nas tudi približno tako. Lepo je bilo, ne? Super, kaj pa je že, no, lepo je govoril naš Gospod danes. In tako so tudi oni videli, so bili navdušeni. Seveda, ampak za njegovo besedo se pa ni bilo hecati, ne? Ker je prišel, to pa ni zdaj govoril nek farizej, ampak je govoril Gospod sam in se je začel in se je užgalo. In je takoj počilo in je takoj se pojavil nekdo tam, ki ga je streslo. In koga je streslo? Hudega duha je streslo, ker je bilo nevarno. Se pravi, Jezusova navzočnost, prisotnost nujno prebudi nasprotovanje. In ta obsedenec, ne, ki je bil prej eden izmed tistih farizejev pobožnih, ki so tam čakali, kaj bo spet danes nam Gospod lepega povedal, ne. Zdaj je prišel nek nov rabi, bo spet nekaj novega, ne. Ga je pa naenkrat vrglo po tleh, ne, zato ker se je videl, ja, ker je on ga sicer ni spoznal, ta hudi duh v njem, ga je pa prepoznal tole moč. Se pravi, če zdaj rečemo eno besedo naprej, on jim je hotel najprej, ne se pohujšate, ne? Ampak jim je hotel, Jezus je najprej hotel mečken pomesti tisto njihovo shodnico, tisto njihovo, danes bi rekli cerkev, tisto njihovo pobožnost. Ne mislite si, če vi greste vsako soboto v shodnico, da vi ne upijete za hudim duhom in niste, ko ste tiho, ko ste nič ne naredite, ki se nič ne spremeni, je seveda tisti hudi duhovi pri vas lepo čmijo noter in se uživajo, zato ker in tako niste nevarni. Ko bo pa prišla resnična beseda, ki bo se sprostila, boste se pa mogli tudi vi odločiti, ali za ali proti. In bo veliko stvari padlo dol. Maske bodo padle. Beseda nujno razbije. Tu zdaj mi zma tule nekaj Italijane gledamo, ne, pa mi pride, da bi rekel rompere, ne, ker tule ni zdaj, kaj bi rekel, rompere le skatole, reče Italijani, ne, vse dol zmeče z polic, ja, razbije ti, tvojo navajenost. Zato spet spominjam tule na Frančiška. Frančišek je takšen, bi rekli, špilferderber, ne. Kar naprej provocira z nečim, kar naprej bo pripeljal na pošiljko, da se bomo lahko vznemirjali. Ne bom našteval. Ne? In to je to. In to še ni konec. Zdaj se mi zdi tista posledica tega, te zaspanosti, tega kompromisa, da mi pravzaprav pustimo, da hudi duh, da delamo kompromis s tem hudim duhom, z temi navadami, so seveda hude. In prve posledice se kje poznajo? Ne niti ne toliko v shodnici, v cerkvi, tam še mi nekot naredimo svoje. Razumete? Tam še mi opravimo svoj obred. Seveda, če ni župnik preveč vseljiv, zato se usedem zadnji, tako da slišim, pa pustim primer, pa zbežim. Včasih se meni zgodi tako, da ko slečem plaž, dol pogledam cerkev, je že prazen, mega več. Ja, sem, da ne bi kaj me še vprašal, ali pa kaj celo rekel, nekaj takega, bežimo. Ok, je pač taka navada, to smo že Slovenci dodatni. Ampak, kaj pa Jezus naredi? Iz shodnice gre takoj v hišo, kjer se
vidijo posledice življenja vzhodnice. Je tako? Kje pa se ne vidijo druge? Ja, vzhodnica ni zaradi vzhodnice. Vzhodnica je, dam se oni nabašajo z besedo, zato da gre potem doma živeti. Ker on ni prišel zato, da bi meditirali besedo, ampak zato, da bi živeli. Ne? In potem kaj, ko pride v tole hišo, koga tam najde? Najde eno ubogo žensko, ki bi bila drugače čisto v redu, ampak je vročična, kar bo biblično pomeni, da je v svojem mesečnem stanju, da krvavi in seveda krvavi, so pa malo tako, tu je pa nekaj seveda sakrega, svetega in tako dalje, so to žensko tako mečkeno izolirali, dali na stran in takrat se ne smeš to in to. In potem je eden moški, drugi moški, tri moški, v glavnem potem so stoletja bili moški pametni, kako je treba to žensko zaščititi v tistem kritičnem času njene mesečne bolezni, in je bila potem vročična, nečista in tako dalje. In imamo v Marku potem še eno bolj tragično zgodbo v 5. poglavju, kjer je ena ženska pa kar naprej krvavela, kar očitno tudi ni takšna strašna redkost. In seveda zdaj po teh pravilih, ki so se jih tam naučili v vzhodnici, da je tista kri nečista, da je ona nečista, vsega, kar se dotakne in nečisto, je torej pravzaprav jo potrebno dati, kam bi naj dali, v samico. Ja. In je Boga ženska res, je postala dvojna, trojna bolnica. Bolnica te demonizirane, če hočete, ideologije, ki se je tako nabrala okrog tiste besede, ki je prišla zato, da bi imeli življenje. Vidite, zato kam je mogel Božji sin najprej vstopiti? V našo branje Božje besede, v hišo Božje besede, da bi mi tisto Božjo besedo sprejeli in jo brali in jo gledali tako, kakršno je v duhu, ne pa skozi te očale svojih strahov, svojega egoizma, svoje bolezni in tako dalje. In potem Jezus tam naredi pri tej ženi prav to, kar ne bi smel narediti. Dotakne se je. Ne sme se je dotakniti. Prvo pravilo vseh teh čistih in nečistih stvari je, niti dotikaj se tega ne. In če ste pozorni, boste videli, da provocira Jezus vedno. On se bo dotikal gobavcev, ki se jih ne bi smel, dotika se žensk, ki se jih ne bi smel, je z grešniki, kar ne bi smel. In sprejme na zadnji križ, kar ne bi smel. In pa zadnji potem še to reče, da je Božji sin. Tako da ta poklic občestva, ampak če bi šli še naprej, sej ne bom zdaj vas več, ampak bomo lahko brali recimo, so še 2-3 klici potem v tem odlomku naprej, ko se vidi, da ni dovolj sprejeti samo klic, mora biti poklic. V 2. poglavju bomo brali, da je bil David oziroma da je bil Levi. Kaj? Zelo lepo je napisano. Sedel je v mitnici sam. Potem, ko ga je on poklical, je zapustil tisto mitnico in takoj odletel v svojo domačo hišo in tam seveda ni imel drugih, je povabil grešnike in cestninarje in tiste in je bila polna hiša gostov in so povabili, pridi, kam, Jezus? In je prišel Jezus med njimi, se usedel za mizo pa jedel. Nastalo je občestvo, nujno. In spet so prišli eni sterilni ljudje iz vzhodnice in so rekli, ne smeš se dotikati grešnikov, ne smeš jesti z njimi. Tako naprej, do tistega, ko pridemo tam do 4. poglavja pri Marku, kjer bo pa, ko so tiste prilike, da jim je začel razlagati v prilikah in razlagati njegov nauk, se pravi to, kar so zdaj končno pride na področje farizejev, vi boste zdaj tukaj pač razumeli, in tako. In potem pa jim reče, veste kaj, oni so ga vprašali, kaj pa zdaj te prilike pomenijo. Glede, to prilike so tako pač malo za to, da govorimo, ampak pravi,
4. poglavje, 11. vrstica pravi, vam je že dana skrivnost Božjega kraljestva. Tistim pa, ki so zunaj, se pa daje v prilikah, se pa daje v podobah, da gledajo, opazujejo, pa tako in tako dalje. Vam je pa že dano. In potem morate vi biti nujno nestrpni in si reči, zdaj, kaj mi je dano, kaj je meni dano. In dano mi je očitno vse. Dano mi je vse. In da odgovor lahko preberemo, ki mi je dana, lahko preberem tole, se pravi v 9. vrstici 1. poglavja pravi, da je prišel Jezus iz Nazareta v Galilejo, Janez ga je krstil, ko je stopil iz vode in zagledal nebesa, ki se odpirajo in duha, ki se je spuščal nanj kakor golob, in iz oblaka se je zaslišal glas, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. In to se pravi, ki ga je napolnil oče za svojim duhom, je te, ki jih je poklical v občestvo z njim, k sebi, da bi bili ne zdaj samo njegovi, ampak da bi bili občestvo z očetom, da bi vstopili v to edino živo življenjsko občestvo, ki je pravzaprav Božje življenje, ki je občestvo očeta in sina in svetega duha. In to je pravzaprav to, kar nam je definitivno dano ob krstu in po krstu. Ko pravi Pavel, da smo bili po krstu potopljeni z njim v njegovo smrt in v njegovo življenje. In iz te, bi rekel, nove narave lahko mi razumemo in beremo v luči pravzaprav življenje, ki se nam dogaja. In ga lahko beremo drugače. In ga lahko beremo na tisti način, pravi način metanoje, z lučjo duha. Drugače pač opazujemo svet kot podobe, pa nam podobe nekaj govorijo, ampak poglejte danes, vsi živimo v istem svetu, ampak za enega je tu pač en kulmen človeške pameti ali pa norosti, karkoli že, za druge je pa lahko dar Boga in znamenje Boga, ki nas vodi, ki nas pelje, ki nas živi in tako dalje. In način tega spoznavanja se bistveno razlikuje. Eno je to spoznavanje s to pametjo, ampak gledajte, že Pavel se je smejal enkrat takrat Rimljanom oziroma Grkom, pravzaprav pisal je pa v Rimu, rimski cerkvi, pravi, pa kaj vam pomaga vaša modrost, pa brihtnost, pa to, vi ste potem z to svojo pametjo začeli pa častiti in malikovati tiste živali, pa kamne, pa stebre, pa ne vem kaj še vse. Ne? Ali pa po drugi strani pravi farizejem, vi pa malikujete pismo, ne? In jo pregledujete in tehtate in jo cefrate in mislite, da imate v njej življenje. Ne. V Svetem pismu ni življenja. Sveto pismo nam oznanja, po Svetem pismu Sveto pismo nas pelje k življenju. V Svetem pismu vstopa v nas Božja beseda. Ampak mi se moramo srečati z besedo, pisano z veliko, ne pisano z malo. Ja. Tako, zdaj bi lahko še o tem rekli kakšno stvar, ampak ker pa je čas se mi seveda iztekel in tam se mi je moj nekdanji študent seveda že prijetno nasmiha, ker vidi, da ne bom končal, pa bom končal zdaj malo. Ampak malo še moram, še 2 točki, ampak ti boste kratki, ker zdaj smo že vse povedali. In sicer, samo to še, ko to besedo sprejmemo, je potem jasno 3. točka, pride za vrati čaka, vedno čaka za vrati, to pa je, boste videli, da postanete drugačni. Beseda te dela drugačnega. Beseda hoče tudi, da ti gledaš z drugačnimi očmi, ne več svojimi očmi. Bistveni zasuk, temeljni zasuk v človeku je od vrtenja okoli samega sebe k darovanju. To je nadnaravni proces, boste videli, to je nadnaravni proces. Zato je srčika naše Euharistije, ki je pravzaprav, zdaj nimamo časa o tem govoriti, ampak ki je neločljivi del, bi rekel, besede. Beseda je oznanjena vedno, kot ste videli, sinagoga in hiša.
Ni samo sinagoga. Sinagoga so samo pametni ljudje. V hiši je pa žena, pa je bolezen, pa je to mora biti skupaj. Tako je potem tudi v bogoslužju cerkve vedno bilo skupaj beseda in kruh, beseda in življenje. Ne? In ta v srčiki te euharistije, te euharistične logike je darovanje, je dajanje, je umiranje. So vse tiste zgodbe, ki pravijo, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Ali pa spet recimo na nek način še takšen, če prijemo še v sorazmerno romantičen, mističen Janezov kontekst, 6. poglavje, ne, ko govori o kruhu, lejte, tam je še tako, so še mu ploskali. Bodite pozorni, 6. poglavje v Janezu, kot veste, je zelo dolgo, ne, je zelo dolgo. Koliko vrstic ima? Ne, jih ima tam čez 60. In v začetka je vse navdušeno. Zakaj? Kaj veste, kaj na začetku tega 6. poglavja? Ves čas je tema kruha, samo na različne načine. Najprvo je to, kar so vsi popadali dol. In sicer Jezus pomnoži kruh. In bilo je kruha, da se je valjalo po tleh. In ljudstvo je navdušeno, kruha in iger, ploskali so mu. In edini Janez reče na zaključku tega govora, pravi, toliko so bili navdušeni, da so ga iskali, kako ga bi postavili za kralja. Normalno, takšnega kralja si želimo. Glejte, kakšne imamo danes, ne? To je to, te kralje, ki ti dajo kruh, doda več. Ampak njemu ni bilo za to. In to je imamo prvi dogodek. Drugi dogodek v 6. poglavju je že mačkeno bolj bilo. Je tisti kruh že bil mačkeno bolj zakompliciran. Ne? Se je še šlo, je bilo morje, on se pelje tam, je začel vihar biti na morju. Že to jim ni bilo prav, ker je rekel tako, zdaj pa oni tam postaviti za kralja, so bili vsi navdušeni, ne, ta bo zdaj naš kralj. Juda verjetno je rekel, točno, zdaj se bo začelo dogajati to mesijansko kraljestvo, Božje kraljestvo. Ne. On pa reče, v čovn in na drugo stran. In jih prisili, primora, da gredo v čovn in gredo na drugo stran. Potem se jim zgodi druga zadeva, Marko je še bolj oštr, to še bolj jasen, da ne, dejansko ta kruh naenkrat dobiva noge, ta kruh, in pride po morju k njim. Seveda oni rečejo, ga ne prepoznajo, jasno. Fantazma. Prikazanje, se vsi ustrašijo. Ne. Potem začne Jezus malo govoriti, približno ne tako kot, že tako približno kot takrat onima dvema učencema v Emausu, pol pa se brihtni Peter reče, Gospod je, pa malo sta si pomižiknila in ga prepoznate. Ampak je bil, ne, potem gre tako naprej, zdaj nimam časa, ampak potem pa prijemo do 51. vrstice in 52. vrstice. Tam pa reče to potem. Se pravi, kruh še ni bil tak problem, so bili še kar vsi navdušeni. Dokler nam boš dajal kruh, bomo tvoji. En rekel enkrat eno župniku na vasi, Gospod, dokler boste vi dobri z nami, vam kruha ne bo manjkalo. Ja. Tako, in to je slovenska resnica, ne? Slovenska resnica. Če začneš mečkeno, zdaj, vete, večina primerov poznava, ne, ko začne človek biti tečen in pol mu tudi kruha malo zmanjka, samo pol pa že naredi kompromis, ker za kruh pa še vsak poskrbi, ne. Ampak ni to merilo, da imaš dovolj kruha, ne, ker potem hočeš imeti pa takega in na koncu dobiš sladkorno ali kaj že, ne, in tako da ni to. In pravi tam, v tisti 51. 52. vrstici, eni sami vrstici pa naredi Jezus preskok. Pa reče, poglejte, kruh pa, ki ga bom vam jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Takrat je pa počel film tudi učencem in so začeli odhajati. Ko je bilo omenjeno meso. In so šli in jim reče tisto, hočete tudi vi oditi, ne? In potem, zdaj, kam naj zdaj gremo, ko smo že toliko zapravili svojo mladost s teboj, bomo ostali tu, ne? Pa so se vstali nekako, ne? Nekaj časa, dokler niso razumeli, dokler potem končno niso razumeli, da ta kruh pa, ki ga bom vam jaz dal, ni metafora, ni samo metafora, žal jo mi pač jemljamo kot metafora, da je nekaj resnega, pomeni, da bo res tekla kri. In zdaj potem, ko je pa res začela teči kri, so pa seveda šli. Ker je v naravi človeka, da gre normalno, ne jih obsojati.
ker človeška meso se mora zaščititi in gre. Samo tisto, kar je rojeno iz duha, ostane. Ni druge. In je prav, da gre. Ne? Soočenje z drugačnostjo. In zdaj pa najkrajša točka. Jezus pokaže izhod. Iti preko. Možnost. Se pravi, pot pa je. Poti je pa velika. Ne? In zdaj tu pa dejansko, ko mi je čas zmanjkalo, Škof Bizjak, ko smo včasih še hodili v Sveto deželo skupaj, je rekel, celo noč smo debatirali, rešitev smo skoraj imeli, pol ure nam je zmanjkalo. Tako da, in tudi nam zdaj že zmanjkalo, tako da zdaj čist rešitev bomo jo morali pa pustiti, ampak samo to nakažemo, da če se bi vrnili nazaj k tistemu že, se spomnite, s katerim odlomkom smo začeli, s katerim odlomkom smo začeli, Marko, 10. poglavje, vrstica, tako je. In tam potem, ko mu oni rečejo, prav tako pravi Peter, se pravi ta bogataš oziroma bogati mladenič, očitno je bil bogati mladenič, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Reče, ja, pridi, prodaj, pojdi in hodi za menoj. In kaj, veste, kako se tisto tam konkretno takrat pri njem pač nadaljuje, da je žalosten odšel, ampak to ogromno jih odgre, jasno, ogromno odhaja. Ampak takrat so še oni ostali, učenci, Peter in njegovi so ostali zraven. Po eni strani se tudi lahko vprašamo, zakaj so ostali. Vredno so ostali zato, ko še niso to resno jemali, da je to res, da je to, da bo treba kar nekaj dati, da bo nekaj treba pustiti. In so tako, mu bolje rekli, kako to potem, mi smo vse zapustili in šli za te boj. Mi se reče, ok, ni problem, vse zapustili, boste imeli hiš in ženi in tega v obilju. A potem Jezus reče, vendar pa, ne se na to uklepati. Bogatstvo je sicer nekaj lepega, je pa zelo nevarna stvar. Ja, lahko postane res nahrbtnik, ki je tako težak, da padeš pod tisti nahrbtnika, da enostavno mu reče, da ne moreš priti skozi velblodjo, skozi šivankino uho, ker imaš prevelik nahrbtnik kot kamela tiste stvari, lažje bo kamela prišla. To Petra malo zresni. Ne reče, kako je pol sploh mogoče se zveličati? In to je resno vprašanje. In to bi se mogli res na koncu, če smo se na začetku dneva vprašali, kaj naj storim, da dosežem večno življenje, lahko na koncu tudi rečem, kako je sploh mogoče, kaj naj Bog si sploh z tega dneva naloži zase ali pa za njegovo življenje. In odgovor mora res biti tu. Pri ljudeh je to nemogoče, pri Bogu pa je mogoče, pri Bogu je vse mogoče. In ta trening v to vero, totalne predanosti in izročanja, to je pravzaprav ta po eni strani trening za sprejemanje, vstopanje v to resnico Božjega kraljestva, v to novo resničnost, novo življenje. Po drugi strani je pa to že življenje novega življenja. Življenje novega življenja. Mi novo življenje živimo že tukaj. Hvala Bogu. Tako pri sebi ga malo čutimo, bolj ga čutimo kdaj pri drugem, da je že novo življenje. Tisti znana, bi rekel znana, tudi dobra, zdaj pa pozitivna ljudska modrost je, ki pride v takšnih težkih trenutkih do izraza, pravijo, mama je ljubezen, zato mama nikoli ne umre. In vsak otrok, ki je imel mamo, ki se je imenovala ljubezen, ve, da je to res. Da ta vez ostane, se spremeni, ko je šla. Umre marsikaj, umre meso, umre telo, ampak vez ostane, iz te vezi živiš. In to je, rekel, na nek način se mi zdi ena zelo, zelo plemenita analogija novega življenja. Tega novega življenja, ki ostane, ki edino ne struhni.
in ki raste, ki vedno bolj raste, ki je progresivno. Naše življenje, ki smo ga pa ustvarili, pa dejansko gre navzdol, pa zagnije. Zato je v resnici, tako kot se reče, zdaj mi smo seveda spet prišli v to veselje obhajati rojstne dneve, je seveda zahvala za življenje. Vendar, če ne bi bilo krstnega dneva zraven, potem križ naredimo nad to in ohranimo te v lepem spominu en dan, en teden, dokler ne, ampak vsak grob, zdaj pa sploh, ko so takšni grobi, da imajo note predalčke, da se lahko res zamenja. Zdaj se pokopališča se manjšajo, veste, to je zanimivo. Sem prišel po 20 letih spet v en svoj kraj gor v Švici, kjer sem včasih kot študent hodil, so rekli, smo prodali en kos parcele ob cerkvi, zato ker se je pokopališče zmanjšalo. Jasno, zato ker sploh več ni družinskih grobov. To so samo še grobovi na 10 let in samo se prekopljajo. Večina se pa zdaj kar spusti v tisti tako imenovani park spomina, kjer se trava kosi, in je potem spet tista Izajijeva beseda, da smo kot trava, ki uvene. In jasno, v tem smislu, če smo samo pri tem, če izhajamo, če smo zagledani samo v Boga stvarnika in ne v Kristusa odrešenika, potem smo potem nismo zelo drugačni kot pa večina okrog nas. Če pa smo sprejeli Kristusa odrešenika in smo krščeni v njega, smo pa edinstveni, ki imamo semena večnega življenja zdaj že tukaj v sebi. Tako, in hvala lepa, zdaj sem zato bil tako dolg, da vas rešim muke vprašanj, ker nimate dosti kaj vprašati zdaj o tem. To, kar si se zapisali doma, še mačkam preberite, pa malo prekontrolirajte, či drži. Hvala lepa.